Dober dan, dragi moji. Evo, že kar nekaj časa se nismo videli, se nismo slišali, se nismo gledali, ker sem doživljala zelo globoke preboje in uvide in resnice. In je bilo potrebnih kar nekaj trenutkov, da sem se to predelala in se nekako nazaj usidrala v to matrico. Evo, danes sem čisto v stilu, za menoj, kako mi tule vse štrli, ok. Za menoj je reka, živijo. Jaz imam pa tudi na majčki danes vodo. Majčka je iz recikliranih materialov, ki jih pobirajo plastiko ob oceanih in potem naredijo oblačilo. Tako da sem se danes čisto zlila z okoljem. Dajte mi malo sonček misije in ne vidim, kdo je z menoj, napisati, če se vidimo, pa če se slišimo, če je vse ok, da lahko nadaljujem video z ekskluzivnimi informacijami, ki jih še nikoli niste slišali. Nikoli do zdaj. Mogoče ste v kakšni knjigi kaj podobnega prebrali, pa se mogoče kdaj s tem že srečali, ampak to, kar vam bom jaz danes povedala, je moja izkušnja, ki sem je bila deležna. Živijo Nataša, živijo Mateja. Mateja, sam napiš mi, če se vidi, če se sliši, prosim. Vse mi nekaj štrli. Ampak ok. Matejči, napiš mi, če vse v redu. Ok, izgleda, da je, ker je Mateja napisala, počasna povezava. Ok, bomo poskusili vseeno, če bo šlo skozi. Smo podprti. Se pravi, 19. marca sem imela v Ljubljani predavanje, katero je bilo razprodano. V mesecu in pol se je razprodalo. Pri meni je bil moj prijatelj iz Švice, ki mi je prišel predati določene informacije, se pravi, Nataša, pripravljena si na masterclass. Jaz sem pa že prej v knjigah zasledila, kaj to pomeni mojster življenja in svetnik življenja. In moja želja je bila, da v tem življenju, v narekovajih vse govorim, postanem mojster življenja. Se pravi, to je odločitev, ki se jo človek odloči iz navzven navznoter. Ponavadi tule not čutite vaše odločitve, tu v prsnem košu. In ta odločitev deluje navznoter, se pravi, ne pride iz mene na ven, ampak se odločim, jaz želim postati mojster življenja. Teh odločitev ponavadi, ki so osebne, nikomor ne govoriš in z nikomor ne debatiraš o tem. Okay? In preprosto na to pozabiš. In po noči 20. marca, se pravi, jaz sem šla okoli 3:30, 3:30 tam nek spat, začnem jaz sanjati sanje. Zdaj, kaj sem jaz sanjala, o tem podrobno bom jaz govorila 17., 18., 19. marec, maj na Šmohorju, na vikend oddihu na Šmohorju. Imate link tu odzgori nad videom. Potem bom podrobno o tem, kar se mi je zgodilo, govorila za osebe, ki boste pripravljene to slišati. 24., 25., 26. maj v Bohinju. In potem junija, ne vem točni datum, imate linke tu gor nad videom v Portorožu in še globje bomo pa šli na Molički planini avgusta. Ne vem točnega datuma, dogodek bo prišel ven. Ne bom vam zdaj s tem, če se kdo želi prijaviti, imate gor linke, kliknete na link, vas vse vodi in se prijavite na kak vikend tudi z menoj. Milica, živijo. V glavnem, kaj se je zgodilo? Tisti, ko me poznate, veste, da sem si jaz 8 let nazaj želela življenje vzeti oziroma ga končati.
bila sem v globoki depresiji, samomorilne misli, bla, 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 ne, on se tja vračala. Ok, samo za intermeco, da ponovimo. Če hoče kdo kaj več o meni zvedeti, se naj prijavi na novičke, na maile, ki pridejo vsak petek ven, so zelo poglobljeni, teh vsebin ne objavljam na Facebooku, na društvenih omrežjih, ampak jih dobite samo po mailu. Se pravi, dodatna pomoč za vse moje, ki ste v moji mailing bazi. Kaj se je zgodilo? Sanjala sem sanje, o katerih zdaj ne bom govorila. In iz teh sanj sem se prebudila, šla v kuhno, jedla čokolado, ko mi jo je prejšnji dan na predavanje ena gospa podarila in šla nazaj spat. Se pravi, bila sem popolnoma vodena. Neki mi je rekli, pejt nazaj v poslo in pejt nazaj spat. Ponavadi se prebudim, malo pogledam, kaj sem sanjala in tako naprej. Tudi zelo dobro razlago sanj vam jaz znam dati, ampak to dam ljudem, ko so v mojem programu Pot do sreče in notranjega miru, na coachingih in tako naprej. In že prej, kdaj, pri kakih meditacijah, zato vam pravim, meditacija je ključna, ker v meditaciji umirjate misli, razum, ego, vse pade in pridete do vas samih, kdo sploh ste. Sem že kdaj to dosegla in kakor imam jaz od vas povratne informacije, tudi vi že greste v nek globok mir med meditacijo, potem se pa tega ustrašite in greste nazaj v to stanje. Ne? To se velikokrat zgodi. In tudi to se je meni dogajalo. Zakaj se ustrašimo? Ker nam je ta globok mir nepoznan. Ne poznamo ga, nismo ga še izkusili oziroma smo pozabili, da mi to smo, ta mir. Jaz mu rečem mir v miru, ker mir lahko doživiš, to je pa še globje, še globje, še globje. In kaj se meni zgodilo? Se pravi, preboj nad preboj. Ker sem si jaz, ena izmed mojih želj je bilo, da umrem, sem tega jutra, okoli 4 zjutraj, pol 5, 4, ne vem koliko je bila ura, dobesedno umrla. Se pravi, nehala sem dihati in ustavilo se mi je srce. Sporočila iz tega stanja iz te svetlobe, jaz dobivam preko sanj. Zdaj, kakih vi dobivate vaše, jaz jih dobivam preko sanj. Se pravi, poznam ljudi, ko jemljajo to jaškov, pa gobice, pa žabje strupe, pa ne vem kaj, da dosežejo to, kar sem jaz dosegla. Meni se je pa zgodilo po naravni poti. Se pravi, preko sanj sem dostopila do informacij, do edine resnice, ko samo si. Se pravi, šla sem v to svetlobo. Svetloba, zdaj, če vam lahko povem, kakšna je, da boste še ta otopljiv podatek imeli, zdaj se je sonček skril za oblake, je točno takšna kot sonce. Se pravi, ta svetloba sončna je brez barve, lahko jo pa vidimo, bomo temu rekli. In če zaprete učke in gledate v sonce, lahko opazite, vidite, evo zdaj sonček, ne? Ali pa če gledam v sonce, vidim to svetlobo, v katero sem jaz vstopila. Take barve je, ne? Sicer je brezbarvna, ampak je take barve. To je nekaj najlepšega, se pravi, to se zgodi potem, ko umremo. In zdaj bomo uvrgli neke laži. Ni možno, da se rodimo in da umremo. To ni možno. Zaradi tega, ker ves čas samo smo. Smo ta svetloba, ki jo lahko zaznate, če recimo gledate v sonce. Zdaj, če fejst sveti, boste zaprli učke. Take barve je. Ta svetloba smo in čist popolnoma nič druga. Ne obstaja ne Bog, ne duša, ne angeli, ne Allah, nič ne obstaja. Nič. Samo si in si
ta svetloba, si to, bom rekla, rahlo valovanje, ki ga najdete v naravi, ko opazujete travne bilke, ko jih vetrček premika, vejce, listke na drevesu, to valovanje, zdaj tukaj recimo v vodi, na morju, čist počas valuje in je takšne barve, brezbarvne, kakor je sonce. Ok, zdaj me pa nekdo not kliče, v redu? Kaj vam še lahko povem? Da je to nekaj najlepšega, kar se nam lahko zgodi. Odpade žalost, odpade strah, ego popolnoma pade, se pravi, zruši se, živijo Marija, živijo Katja, zruši se ego, ko samo si. In nikoli več v življenju, v narekovajih življenju, ker vam bom to tudi naprej povedala, ne moreš biti žalosten, ekskluziven video je to ekskluziven, ker so to podatki, ko zelo malo ljudi na svetu dostopa do njih. Ampak zato, ker sem se jaz toliko trudila in sem toliko zrihtala v lifeu in sem toliko knjig prebrala in toliko predavanj poslušala in toliko poglabljanj vas imela in take transformacije, sem dobila to darilo in zdaj ga delim z vami. En mali delček, več pa na vikend vdihih 1 na 1. Ok, zmenimo se tako, ker ni vse za v javnost, pa zdaj bojo ne vem kaki komentarji tudi spodaj, jih sploh brala, ne bom ampak tukaj, da vam malo pomagam. Ok, nikoli več ne moreš biti žalosten, če kdo umre. Nemogoče, zato ker ti si doživel to, ko samo si, ti si doživel to svetlobo. In bom pa tudi knjigo o tem napisala. Ti si doživel to svetlobo in ko ti doživiš to, ko imaš izkušnjo s tem, ko samo si, veš, da smo vsi v tem valovanju, vsi smo ta svetloba. 10 let nazaj je bilo moje vprašanje sama sebi in zunanjemu svetu, na katerega mi ni znal nihče odgovoriti. Glasilo se je pa takole. Kaj, če sem jaz nek tam gor, pa sam mislim, da sem na zemlji. Ok, to je bilo moje vprašanje. 3-krat sem bila v psihiatrični bolnišnici, ker sem si zastavljala drugačna vprašanja od večine ljudi, na katerih nikoli nisem dobila odgovorov. In dragi moji, Slavko, Marija, Katja, Milica, Mateja in ostali, ko boste gledali ta video v posnetku. Spomnite se zdaj enih sanj, ko jih sanjate po noč. Pri tem telesu, pri tej zavesti. Sanjate sanje, da vas volk lovi, da vas medved lovi, sanjate tudi sanje, da seksate, sanjate sanje, da se kopate, sanjate sanje, da se vozite z avtom. To sanjate. In ko se vi iz teh sanj zbudite v svoji posli, na kavču, na tleh, kjerkoli, se vam zdijo te sanje resnične. Ne vse, zato ker niso vse globoke, tako da bi jih toliko močno čutili, živijo Klavdija, ampak se vam zdijo te sanje resnične. Ok. In ko se vi zbudite, vi res mislite, da ste seksali, vi res mislite, da ste avto vozili, vi res mislite, ne vem, da ste za pisalno mizo bili, vi res to mislite, ker so bile sanje toliko močne in ste jih občutili kot resnico. In zdaj meni je čist popolnoma vseeno, kakšne komentarje boste tudi spodaj devali. Kaj si vi mislite? Zakaj mi je vseeno? Zato, ker sem to doživela. In ko enkrat to doživiš, ti je baš vseeno, kaj si kdo misli, ker ti si to doživel. Vsi ostali, ko boste pa pisali komentarje, ste pa to sam prebrali, pa videli, pa slišali, niste pa tega doživeli. Nataša je pa to doživela, zato vam lahko to povem. In se pravi, dobila sem odgovor. Tudi to življenje, ki ga na zemlji živimo, avtomobili, reke, kamenje, partnerji, otroci, whatever, materialno bomo rekli, je iluzija. So samo naše sanje, naše misli iz tega valovanja. V tem valovanju nam je dano, da pomislimo. In ko Nataša pomisli, da ima 2 psa, občuti
to kot realnost, ki jo živi iz tega valovanja, ampak ni resnično. Se pravi, ne obstaja zemlja, ne obstaja nič, ne obstaja, kar vas obkroža in kar vidite. Ok, čisto nič ne obstaja, samo mislimo, da to doživljamo, v resnici pa sanjamo, tako tiste sanje, ko jih sanjate po noči. Tu se bom zdaj ustavila, naprej bom povedala na Vikendu tihih, na predavanjih, na delavnicah, na seminarjih in tako naprej, v knjigi. Več ne bom tu povedala, zato ker tako čutim, ker kaj pa pol delaš. Se pravi, kot enkrat ego pade, delaš, takoj veš, kdo laže, takoj veš, kdo takoj veš vse. Se pravi, postaneš popolnoma jasno viden, jasno slišen, jasno čuten, ali kako se reče, se sploh ni važno. Postaneš, bom rekla, tako govorijo, da so mediji, se pravi, jaz vas primem za roke, se vam lahko vse o vas povem, vse o vaši v narekovajih prihodnosti, ker ni ne prihodnosti, ne preteklosti, samo trenutek, zdaj je pa še ta je iluzija. Ok, zato ker sam mislite, da ga doživljate, mislite, čisto nič druga. Tako po noč, ko sanjate, da seksate, ste mislili, da ste res seksali, ko ste se zbudili. Ne vem, zakaj mi zdaj gre ta seks po glavi, ampak to sem enkrat sanjala in je bilo toliko resnično, ne? Da sem občutila res, kot da sem. Ne? Vi pa dajte tu neke sanje, ko ste jih sami sanjali. Se pravi, tu zaključimo. Vikend vdih Šmohor, vikend vdih Bohinj, Portorož, Molička, vse imate, lahko me kontaktirate, lahko se na coaching prijavite, na posvet, da vam predam sporočila, whatever. Zdaj pa meni to govori stop, dovolj je bilo. Kaj vam še lahko povem? Da je to nekaj najlepšega in jaz res ne vem, 40 let skoraj sem se cmirila zato, ko mi je mama umrla. In sploh ne vem, zakaj se cmirimo in zakaj smo žalostni, ker je pa to nekaj božansko nebeškega, kar nikoli pod točko razno, pa lahko meditirate, pa lahko vizualizirate, pa lahko mislite, pa lahko štrikate, pa ne vem, kaj delate, ne morete doživeti tukaj. Ok, zdaj jaz lahko vstopam v to stanje nazaj, ni pa več tako globoko. Lahko grem v popoln mir v miru. In če vam na srce polagam, edina resnica je pure love, čista ljubezen in globoki notranji mir. To je vse, kar rabite iskati. Žalost, sreča, joy, hvaležnost, kaj še imamo, nemoč, whatever na teh vibracijskih lestvicah, vse to je iluzija, je laž. Strah, laž, iluzija. Ok, zdaj na mojem YouTube kanalu Planet Ljubezni imate milijon videov na to temo, kak ven iz tega pride. Se pravi, vsak video, ko je na mojem kanalu, ali pa moj program Pot do sreče in notranjega miru, moj avtorski program, vas pripelje do teh in podobnih stanj, ki se je meni zgodilo. Se pravi, kak začneš delovati? Nič več ne deluješ izmoram, zato ker nimaš več strahov, nimaš več skrbi. Deluješ samo še to, kar tu noter čutiš, v svoji notranjosti daš ven, če ti je povedano z občutkom, da dej ven. Bomo rekli temu inspiracija, inspiracijske akcije delaš. Drugače pa delaš to, kaj zdaj jaz delam? Večino časa počivam, ker nikoli nisem počivala, ker mi je bilo povedano 1 leto rabiš počivati in brati knjige. Vsi vemo, da so knjige preteklost ali whatever, ni važno, ampak dobiš neka sporočila v njih, tak ali tak si voden, vzem to knjigo v roke, vzem to knjigo v roke, vzem to knjigo v roke. Kaj mi je bilo še povedano? Edina resnica, ki se skriva v knjigah, je knjiga od Martina Kojca Učbenik življenja. In se jo naučite na pamet delovati po tej knjigi. Jaz sem vam jo pred parimi dnevi delila povezavo, da si lahko brezplačno prenesete to knjigo. To je edina resnica, ki obstaja. Je ta knjiga, Učbenik življenja, Martin Kojc.
kaj mi je bilo še povedano? Se pravi, pade strah, pade ego, vidiš svojo prihodnost v narekovajih, bili so pa to zelo težki in zelo mukotrpni, se pravi, trpljenje se neha, bolezni se nehajo, takoj, ko se urežeš, ko padeš, ko se v koleno butneš, veš, da si bil v ego, greš nazaj, kaj sem takrat pomislil, spremeniš. Se pravi, takoj v trenutku zdaj dobiš porcijo bolečinsko, se pravi, človeški problem dobiš v trenutku, takrat, ko si v ego stanju, ko si ko iz tu ven deluješ, takoj se kresneš, takoj dobiš porcijo, da se lahko zbudiš, kolikor se pač lahko zbudiš. Ima kdo kaj za vprašati? Vprašajte od spodaj, saj vidim komentarje. Vesna, Darja, Nadja, če ima kdo karkoli za vprašati, vprašajte Liljana, Klaudija. V popolnem miru si, ne kričiš več na otroka, ne kričiš več na nobenega, če te kdaj še zanese, takoj v trenutku, se pravi, sam ta trenutek imaš in tu noter čaraš. V trenutku zdaj to spremeniš in obrneš, namesto ega, uma, sovraštva, teh človeških budalaščin stopi razumevanje, živijo loti, vsakmu človeku v narekovaj, lahko pomagaš, zato ker čutiš, kaj mu rabiš predati in kaj mu rabiš povedati, če on spusti ego, pol deluje, če je v ego, če je v nekih brezveznih vprašanjih, ki se jih 99% ljudi sprašuje, in v nekih čustvih, ki so iluzijorni, kako sem hotela reči, še bolj pametna postaja. Pol on tega ne sliši, ne sliši tega. Se pravi, poslušajte to sporočilo, ko vam ga danes predajam z srcem, čeprav nimate srca, čeprav niste na zemlji, ampak probite slišati. Kakorkoli, to vam še lahko povem. Vam bom še povedala. Se pravi, najtežje, jaz imela res veliko srečo, da je moj prijatelj bil pri meni, ki je to že doživel. Ker jaz sem mislila, da se mi bo zmešal občutki teže, se pravi, kaj sem naredila, takoj zjutraj potrkala sem v sobo, tam, ko je spal, in sem rekla, jaz nočem več biti tu. Jaz sem skozi mislila, kak je meni fajn, kak sem odžojil, kak sem v sreči, kak mi vse gre v življenju, kak sem se zrihtala. Ko pa enkrat to svetlobo, ko samo si doživiš, stari moj, to je tako lepo, to je tako božansko, to je tako nebeško, da ti res nočeš več tu biti. In to je bil najtežji del. Kako bom zdaj tu delovala, ko sem enkrat to doživela? To je bilo res težko, ne morem vam reči, da ni bilo težko, ker je bilo težko, bolečine v prsnem košu, strahovi so se pojavljali, ni mi bilo jasno, kako naj zdaj tu delujem, če je pa tam tako lepo, če je tam tako fajn, če so tam nebeško lepi, božanski občutki, ko lahko karkoli tu delaš, pa jih ne boš doživel. In pol mi je on rekel, zdaj pa vse, kar si posejala, vsako svojo željo, ko si jo imela, jo boš rabila požeti. Zdaj pa, ali jo požaneš, ali požeješ, ali kakorkoli se reče, se ni važno. Zdaj tu, v tej matrici, ko si v tej iluziji, ali pa se boš vrnala v svetlobo pa nazaj, svetloba nazaj, svetloba nazaj, svetloba nazaj. Ampak glede na to, da se je Nataša odločila, da bo postala mojster življenja v tem življenju, svetnik življenja, sem se jaz odločila, da bom pa zdaj vse požela. Ker bi res rada šla tja nazaj in se res ne bi vračala več sem, ker je božansko. In kdorkoli vam je kadarkoli umrl, njemu je lepo, njemu je fajn, če pa je še imel kaj za obdelati, je pa tak ali tak nazaj prišel in odprite oči in ga boste našli v nečem, ali v človeku, ali v psu, ali v čebeli, ali v listu, vse posod ga lahko najdete in z njim komunicirate. Ima kdo kakšno vprašanje? Vesna, Loti. Zdaj me tu imate, vprašajte me, ker nek namen je, da sem šla danes to snemat, lahko da bo kdo to od vas doživel.
sprejel, pa da se ne boste pol ustrašili, tako sem se jaz. Čeprav je božansko lepo, ampak ko enkrat umreš in se vrneš nazaj, nočeš več biti tu. Ni fajn. Čeprav ti je super, ja, in zdaj bomo naredili največ iz tega, kar zdaj tu imamo in kar smo si zaštrikali. In nehaš si želeti, želja, se pravi, pri meni ni več negativnih, neprijetnih misli. Lili me kliče. Reči, hov, kje si Lili? Hov, nodi, hov. Pa še en, evo, on se pa vala tamle, po milki. Čakaj, Lili, se manjša, minutko. Lepo je, v svetlobi je lepo. V stanju, ko samo si, je božansko, je nebeško lepo. In če sem jaz to doživela, lahko tudi vsi vi doživite. Ključ za to je pa iskanje notranjega miru v vseh situacijah, ki se vam dogajajo tekom dne, tekom življenja. Popolno razumevanje do vseh situacij. Tu pa ni več, jaz zamerim unmu, ko me je prevaril, jaz zamerim unmu prijatelju, ko me je izdal. To so človeške budalaščine. Razumeš ga? Noben mu več ne zameriš, ni več zamer, ni več strahov, ni več žalosti, ni več trpljenja, ni več negativnih misli, ni več neprijetnih misli. Je pa res, da še večkrat iščeš ta notranji mir. Se pravi, še več jaz zdaj meditiram, 2-krat, 3-krat na dan. Prej sem se zjutraj ob 5 vstala, pospravila stanovanje, do 7 je bilo vse zrihtan, zajtrk na mizi. Zdaj se vstanem, grem lulat, nazaj, slušalke, meditacija, glasba. Glasba vas zelo podpira, v glasbi imate nešteto sporočil noter. Zberite si glasbo, ki blagodejno vpliva na vas, ki vam povzroča kurjo polt. Kurja polt, kurja koža, ne, rečemo, ko se vam te dlake naježijo, to je znak, da ste v popolni povezavi s tem s to svetlobo, ok. Sami seboj iz te svetlobe, z vsem, kar obstaja. Rada vas imam. Zdaj pa res lahko iskreno rečem, imam vas rada, ker kdo to doživi človek, ko se ima najraje na celem svetu. Prejela sem res lepo darilo, za katerega sem z ljubeznijo hvaležna zanj, zaradi tega, ker vem, da pa zdaj res lahko čisto vsakmu, ki me bo pripravljen slišati, poslušati, spremenim življenje na to, kar si želi. Ok. Ker tu pa zdaj ni več čega. Tu je pa zdaj čista ljubezen in popoln notranji mir in predajaš sporočila. Ok. Vsakmu vse veš, vsakmu vse vidiš. To je to. Tako da kaj več, na vikend oddihih prijave imate od zgori, na seminarjih, na delavnicah. Knjiga bo prišla ven, ko bom začutila, da se bo zlila, vam jo zlijem. Hej, sem nazaj. Evo, nadaljujem video, ker smo prej končali iz enega čudovitega gozda za šolo od moje hčerke, Neže. Ja, se pravi, ko doživiš to svetlobo, ko doživiš ta občutek, ni važno, ko samo si, deluješ še samo iz občutka in točno veš, kaj rabiš narediti, in točno veš, kaj rabiš reči, in točno veš, kaj je tvoj naslednji korak, bom tako rekla, ker deluješ iznoter navzven. Kaj se še spremeni? Nikogar več ne potrebuješ, nobenega mentorja, nobenega vodstva, nobenega učitelja, nobene knjige, ker imaš končno sebe. Ok, pa ne, da imaš sebe, samo si in čisto nič druga in imaš to povezavo s tem, ko si, odpadejo, že 3 dni hočem iti frizerjev, pa ni neki
ni pravega signala. Odpadejo vse sodbe, grda, lepa, majhna, velika, dobro, slabo, veliko, malo, vse samo je. To je čudovit občutek. Čas izgine, se pravi, časa ni, dobiš dokaz za to, da ga res ni, ker si v tem brezčasnem, narekovajo, prostoru, ko samo si, vse se upočasni, ti se upočasniš, z drugimi besedami postaneš zavesten, ampak spet tudi zavesten biti je že nalepka, samo si. In predlagam vam, da preberete mogoče knjigo, ja pa kruci buci, knjigo V objemu svetlobe, ki sem jo že delila z vami tudi na Facebooku. Malo poiščite med mojimi objavami, pa si jo preneste. Ta knjiga vam bo zelo veliko pomagala. Veliko meditirajte, umirjajte se. Ko je izven vas nevihta, ko izven vas divja nevihta, se ne čustveno v njo vpletati in poišče svoj mir. In pejte v miru skozi to nevihto. To je to. Pa še nekaj. Zdaj vas bom vprašala, katero je vaše najljubše sadje? A veste odgovor? Ali pa vaša najljubša jed? Pa si zdaj odgovorite, katera je vaša najljubša jed? Kaj najraje jeste? En bo rekel ananas, en pomaranče, en banane, en meso, en zelenjavo. Ok. In dobro me zdaj poslušajte. Če to veste, kaj je vaša najljubša jed, potem veste vse. Dajte najdite ta vse. Ok? Čau, čau. Se vidimo v enem drugem videu. Dio, dio.